Zasavski rudarji so danes po 4 dneh, ki so jih prebili v jami, prekinili stavko. Pristojni so jim le dali zadostna zagotovila, da bodo njihove zahteve izpolnjene. Spomnimo, rudarji so zahtevali jasne odgovore o tem, kako bo rudnik posloval letos in prihodnje leto, kako bo zagotovljen denar za izplačilo plač v naslednjih mesecih in kje bo vodstvo našlo 3 milijone evrov za izplačilo odpravnin presežnim delavcem. Želeli so izvedeti tudi, kakšne so možnosti prezaposlovanja ali predčasnega upokojevanja po izrednih pogojih. Predstavniki Zbora za republiko so na tiskovni konferenci obžalovali, da pri izbiri predsednika Komisije za preprečevanje korupcije ni bil upoštevan njihov predlog, da bi primernost kandidatov preverjali tudi z dvotretjinsko potrditvijo ali mnenjem v državnem zboru. Po mnenju predstavnikov Zbora za republiko tudi sicer komisija deluje preveč samovoljno. Zakonodaja, ki opredeljuje njeno delovanje, pa je, še dodajajo, ustavno sporna. Državni svet na izredni seji odloča o predlogu za odložilni veto na novelo zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Predlagatelji menijo, da bi morali biti javno razkriti tudi podatki o slabih posojilih, ki niso bila prenesena na družbo za upravljanje terjatev bank. Ta bo morala namreč objaviti le podatke o posojilih, ki so bila iz bank v prevladujoči lasti države prenesena nanjo. Kot meni skupina 8 svetnikov, gre pri slabih kreditih za ogromno finančno in družbeno škodo ter za dejanja, ki so resno ogrozila slovenski bančni sistem. Nadaljevalo se je sojenje nekdanjemu predsedniku uprave pivovarne Laško, Bošku Šrotu. Kot prva priča je govoril zdajšnji predsednik uprave Dušan Zorko, ki je bil ob menedžerskem prevzemu Laške pivovarne direktor takrat hčerinske pivovarne Union. Pojasnil je, da je posojila Infond Holdingu in Centru naložbe, torej družbama, prek katerih je Šrot prevzemal pivovarno, odobril po navodilih Šrota in da je bil pri tem zaveden, saj je bil prepričan, da bo posojeni denar porabljen za nakup Mercatorjevih delnic. V Nivrcah v občini Kidričevo je okoli 6. ure izbruhnil požar na piščančji farmi. Tam so ogrevali prazen prostor, v katerega naj bi danes pripeljali živali. Na strehi objekta je imel lastnik sončno elektrarno. Škoda bo tudi zato po prvih ocenah presegla 300 000 evrov. Kraj požara preiskujejo kriminalisti in forenziki. Na zaključku svetovnega pokala v alpskem smučanju v švicarskem Lenzerheideju so se smučarke letos še zadnjič pomerile v superveleslalomu. Zmagala je domačinka Lara Gut, naša Tina Maze je bila tretja in je tako že 68. stopila na zmagovalne stopničke. Točke je osvojila tudi Ilka Štuhec, ki je bila 12. Današnja zmagovalka Lara Gut pa je hkrati osvojila tudi mali superveleslalomski globus. Tina Maze je bila v tej disciplini letos skupno 7. V skupnem seštevku pa je 2 tekmi pred koncem sezone na 4. mestu. Popoldne in v petek bo jasno, v soboto bo dopoldne po večini jasno, le nad hribovitim delom zahodne Slovenije se bodo začeli nabirati oblaki. Popoldne se bo od severa postopno pooblačilo tudi drugod, ponekod bo zapihal jugozahodnik. Predvsem v noči na nedeljo bo ponekod prehodno rahlo deževalo, a količina bo zelo majhna. V nedeljo bo sprva pretežno oblačno in večinoma suho, čez dan se bo počasi jasnilo. Pihal bo zahodni do jugozahodni veter. Danes v dnevniku televizije Maribor. Februarska vremenska ujma je Elektro Maribor povzročila za okoli 12 milijonov evrov škode. Slabšim delovanjem ledvice sooča več kot četrtina upokojencev, povečuje se število dializnih bolnikov. Športna dvorana Vrbanska je včeraj za 4 ure gostila navdušence različnih zvrsti aerobike. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.